Koncept zvočnih kopeli verjetno poznaš, glede na to, da imaš sama tudi že izkušnje z zvočnimi kopelmi. Jaz, ko začnem igrati, v resnici nimam nobenega plana, s katerim instrumentom bom začela, s katerim bom končala. To je vilica in jo daš v bistvu na srce. Ne spomnim se, kdaj bi dejansko doživela eno osebo na tak način, kakor Veroniko, ker se je popolnoma prepustila, popolnoma slekla. Želiš si lahko dati dol travezice. V celoti sem posvetila to kopel hvaležnosti. Za vsakega posameznika v družini. In za življenje. Vesolje sodeluje s tabo in te ima rado in prav čuti se, prav vidi se, to je bilo ono sama nežnost, sama milina in prav užitek je bilo. Ful hvala. Evo, draga Veronika, danes smo te na zadnjo destinacijo tedna zase pripeljali v indijsko restavracijo, kjer nas čaka ena taka pojedina skupaj s celotno ekipo, tudi tvoj mož se bo seveda pridružil, ampak še prej me pa zanima, kako ti je bilo? Meni je bil ta teden nepozaben, pozitiven, svetleč kamenček v mojem življenjskem mozaiku. Tako da sem neizmerno uživala in hvala vam. No, jaz sem se pa tudi pogovarjala pa z Jimmyjem, pa z Lili, pa z vsemi, s katerimi si bila v stiku in vsi so rekli, pismo, res ste imeli srečo z izborom. Pokazala si neverjetno mero tega, koliko se znaš v bistvu prepustiti, koliko znaš zaupati. Uživati res eno tako globino, širino in modrost si pokazala, da si se prepustila in da si res doživela vsako zadevo. Ja, definitivno. Vse sem 100% doživela in prišla sem v bistvu čisto neobremenjeno z mojim poslanstvom, ki mi je dodeljen na tem svetu. Katera stvar ti je bila še posebej pri srcu, oziroma katera stvar je bila mogoče taka, kamor se bo še vrnila, oziroma se ti je zdelo, to je pa res nekaj fajnega? Floating, Lebdenje. lebdenje. Ko sem šla v komoro, sem najprej še včeraj, sem pomislila, koliko mora biti ta voda slana, da lahko lebdiš gor. Kako je, da se z glavo ne potopiš noter, ampak jaz sem zaupala. Če je to floating, dejansko moraš lebdeti in to je to. Tako da sem šla čist brez strahov noter. Je bilo tako proščujoče, dejansko lebdiš. To je bilo zate, ne? Je pa tukaj možnost, da pa komu to ni všeč, zaradi tega, ker je sam s svojimi mislimi, in je lahko preveč za nekoga, ne? Ampak ti si že v bistvu na tem nivoju, da si dovoliš, da se sprostiš in da imaš fajn odnos sama s sabo. Ja, jaz dejansko nisem nič razmišljala ampak sem samo uživala v tem lebdenju in to je to. Odlično, zelo smo veseli zate. Tudi veliko terapij, ki si jih naredila, od hiperbarične komore. Ko sem zagledala to komoro, izgledala je kakor neka podmornica. Šla sem v to komoro, si dala kisikovo masko in potem so spuščali noter tlak
in enostavno zadremaš. V sami komori je občutek umirjen, te enakomerni zvoki te uspavajo. Bo v bistvu imela dolgoročen učinek na tebe še kasneje. Želeli smo ti pripraviti nekaj, kar ni zdaj sam tisti teden, ampak dejansko, da je tudi lepa popotnica za naprej. Ja, sem počaščena, no, da sem lahko to vse doživela. Krasno. Jaz pa imam še par daril zate, takih zaključnih, da boš imela še kakšno popotnico, preden se tale pojedina začne. In sicer najprej tole uro, tale ženski ciklični krog, ki bo tebi in tudi tvoji hčerki, vem, da imaš 4 sinove sicer, ampak tudi za moške je fajn, pomagal navigirati, v katerem tednu si, kaj se dejansko takrat s tabo dogaja, kakšne imaš potrebe takrat in prehrambene in časovne in vse ostale zadeve, ker si še vedno v ciklu in se mi zdi, da je to ena taka zadeva, ki ti lahko pomaga in te hkrati tudi spominja, da kot ženska si drugačna skozi vsak teden tega cikla in da znaš še bolj sama s sabo sodelovati, kakor že zelo dobro sodeluješ sama s sabo. Potem sem ti pripravila ene energijske, organske, se pravi ekološke nogavice, ki imajo simbol prizemljevanja. To sem ti izbrala predvsem zaradi tega, ker vem, da si rada prizemljena, da rada delaš na tem in da ti še dodatno podpre tvojo vratnico. Potem pa zate tudi eni posebni zvončki, ki imajo eno posebno posvetilo gor, to boš sama pogledala in tudi jim prisluhnila, zaradi tega, da ti nudi eno tako lepo, krasno melodijo, takrat, ko si boš vzela čas zase oziroma na posebnem mestu, tudi po feng shuju lahko postaviš, kje dejansko ima smisel. Potem pa od dopolnil čago sem ti že dala, pa ti dajem še eno, ker je zate res super odlična. Zelo lepe napitke si lahko narediš večerne iz nje, v kombinaciji s kakšnim kakavom ali karkoli podobnega. In čago lahko ti uživaš res ves čas in ti bo zelo, zelo, zelo dobro dela. Potem sem dodala tudi adrenal podporo. V tem obdobju zdaj se mi zdi, da bi bilo super, da narediš eno kuro vse za eno stekleničko. Notri je švaganda, tulsi, rožni koren, ginseng in pa kordiceps. Na ta način, da bo še okrepila nadledvične žleze, da ko prideš dejansko v obdobje menopavze, kjer bodo šli jajčniki na dopust, da bojo tvoje nadledvične žleze pripravljene na ta priklop in ne boš imela težav, kot so valonge in take in drugačne zadeve. Vse ostale stvari, vem, da nisi preobremenjena, vem, da nisi izgorela, ampak adrenal podporo ravno zaradi tega, da boš še lažje šla potem, ko bo prišel čas, kadar bo prišel čas v to obdobje, potem kasneje menopavze. Potem gobabončke verjetno poznaš, adaptogene za trenutke, da malo zadihaš, tudi super za imunski sistem, 2 na dan. Ne vem, če že imaš mojo knjigo. Imaš, ok. Pa imaš še eno, jo lahko podariš komu, kar se ti dejansko zdi. Ker pa bi si jaz želela, da si ti še bolj dovoliš pokazati navzven to svojo lepoto, ki jo nosiš dejansko v sebi, pa ti je moja prijateljica Katja Bubnič prav zate, za tvojo energijo, ustvarila en poseben nakit in upam, da ti bo všeč in da ga boš nosila. Zelo lepo. A ti je všeč? Pa glih ta teden sem se spogledovala s raznimi kamni in tako naprej, pa raziskovala v to smer. Super, super. Se pravi, to je makrame tehnika, Katja Bubnič ustvarja neverjetne stvari. Izbrala je hrizokola malahit, vsak kristal je posebej izbran in tudi imaš noter napisano, kako, kaj, zakaj. In nekako ste začutila, da bi bila v tej barvi, je pa želela zvedeti veliko stvari o tebi, da je to tole naredila. Tako da to je res tvoj čist osebni, personaliziran kristalni nakit. Čist unikaten. Ja, čisto unikaten. Takega ni. Ja, še nikoli nisem kaj takega dobila.
Tako da, evo, pa še kakšno presenečenje te morda čaka v smislu tega, da dobiš na pošto. Mi predvsem želimo ohraniti dejansko stik s tabo še naprej, da se kaj slišimo, da te spremljamo, vedno se lahko obrneš na nas, kar se tiče nasvetov in vsega ostalega. Tako da res najlepša hvala za tole sodelovanje. Ja, tudi vam iz srca, res iz srca hvala. Drugače se ne znam izraziti. Evo, ob tej priložnosti pa seveda zahvala tudi vsem tistim, ki so ta teden zase Veroniki omogočili, in sicer bivala je v hotelu Mrak, kjer so bili zelo prijazni in imajo tudi fantastičen brunch, kot sem slišala. Potem etnobotaniki, ki je poskrbela za obloge, za nego las. Etnobotanika je blagovna znamka, ki jo tudi sama uporabljam, in Sonja Velikanje, njihova lastnica, avtorica, ustvarjalka, šepetalka in varuhinja las, je resnično navdihujoča oseba. Nisi sicer spoznala nje, ampak njo se čuti tudi v njenih produktih. Potem dr. Simoni Korenčan, ki je po mojem mnenju ena izmed resnično najbolj holistično naravnanih, z najvišjim nivojem morale, etike v Sloveniji in neverjetnim znanjem, ki ga torej ponuja v svoji kliniki Vibrium. Potem Lili Sorom, ki ti je naredila numerološko sliko, Jimmyju, našemu Dušanu, da ti je naredil sliko astrologije, potem Floating centru Ljubljana, kjer si lebdela in še boš lebdela, kakor slišim, fizioterapiji Ternas, ki se je povsem posvetila tvojemu meniskusu, če sem prav slišala, in pa Viktoriji Wellness Clubu, kjer si se ravno tako razvajala. In pa seveda klinika las, ki smo jo izbrali ravno zaradi njihovega naravnega pristopa in razumevanja lasišča in las. Evo, to je bila prva sezona oddaje oziroma prvega holističnega resničnostnega šova Teden zase. Nič se nismo kregali, ne? Ne. Nobenih spletk ni bilo. Super je bilo. Vse je bilo v redu, ne? Ker resničnostni šov ljudje dojemajo, kakor da to bo pa zdaj drama, ne? Ja. Ne, to zdaleč od tega. Tako, vse je lepo, harmonično, pozitivno, sproščeno. Tako. Evo, tako da namig tudi vsem ostalim šovom, da lahko malce več harmonije pokažejo. Mi pa bomo z vami že v jesenskem času, tako da bodite pozorni, spremljajte nas na Facebooku in v ostalih oddajah, ko bomo odprli prijave, da se tudi sami prijavite in doživite to, kar je v tednu zase doživela Veronika. Tebi pa še enkrat najlepša hvala, zdaj bom pa jaz v tem trenutku že povabila našo ekipo, ker danes imamo mi skupno gostijo tukaj v indijski restavraciji Maharadža, kjer že 30 let skrbijo za goste. Si že jedla kdaj indijsko? Ne, ne še. Ok, tako da se boš danes prepustila. Ja. V redu, miza bo polna in evo, najlepša hvala. Spremljajte nas še naprej in spremljajte oddajo Klepet ob kavi in novo sezono Tedna zase že v jesenskem času.